Jo. Alo, Ico, prav se, prihajam z U-Tour. S kom? S kom? Z U-Tour. Čak nek slab. U2, sem prav čul. Ja, U-Tour. Sej U2, ka? Zakaj, mislim, pa zakaj mi kdaj priješ? Daj ne kompliciri, sem ti rekel, prav se, jaz sem že skoraj pri tebi. Ok, ja, Jo, kaj so noter? Ja, zato imaš tako velik avto? Pa kdo sploh? Kaj s tabo danes? Ja, U2. U-Tour, jo, Ico, U-Tour, ta avto, Forting, to ti govorim, U-Tour. Pojdi not pogledat, koliko je hud. Ja, to sem vas čisto narobe razumel. Ja, no, daj bež noter. Tak sem se namakal, da sem bahal. O, če tole bo kar fancy, ej. Ja, sem ti rekel, noter ga moraš videti. Zunaj sploh ne zgleda, da je noter pol tako hud. Ne. Sploh, če upoštevam še ceno. A pa še kaj da je dobra. Ja, itak. In tukaj imamo v bistvu 7 sedežev, tako 2 plus 2 plus 3, zadnje 3 imam zdaj zložene nazaj, tako da je kubik prostora tam. V glavnem, pejti zdaj ven, ne vem, poslušati U2 ali kva, jaz grem delati pa test. Ja, with or without you, ne? Without you, daj še te papirje vzem. Kaj je to? Spet imam ob sebi avtomobil kitajskega proizvajalca Dongfeng in tale je res cool. V poplavi križancev namreč danes skoraj da ne morete več kupiti velikega enoprostornika. Saj obstajajo avtomobili, ki imajo 7 sedežev, ampak sta zadnja dva običajno zasilna in praktično neuporabna. Lahko si omislite kombi, tam je prostora sicer dovolj, ampak vsi ne bi imeli kombija, ampak raje enoprostornik. Evo ga tukaj. Pri obliki ne bom dolg, meni je zunaj za pogledat simpatičen, edino ta sprednja maska je za moj okus mogoče preveč zajetna. Je pa to avtomobil, ki svoje dimenzije zelo dobro skriva. Dolg je namreč 4,85 m in če bi bil tole križanec, bi bil verjetno visok že 3 metre, da bi bil potem proporcionalen. Mal pretiravam, je pa ta precej slog in simpatičen zunaj, kljub temu pa zunanjost sploh ne kaže na to, kako zanimivo je šele znotraj. Evo, zdaj vam moram pokazati, kako se sedi tamle zadaj, če že toliko hvalim. Najprej sem mislil, da je malenko štorasto, da ta sedež v bistvu nima tiste ročice za potek naslonjala in da moram vedno početi tole, da lahko zlezem nazaj, no pa sem potem hitro ugotovil, da v bistvu sploh ni treba, da je še veliko bolj elegantno, če grem kar tukajle. Takole, evo. Zdaj, če ste visoki 1,90 m ali pa pred vami sedi nekdo, ki je res visok, potem bo s prostorom kriza. Jaz pa sedim presenetljivo udobno. Evo, dovolj prostora, tudi ta klop je malenkost višji, tako da je vse skupaj zračno in sploh ne deluje tako zadušljivo kot običajno. S 3 potniki bo sicer kriza, 2 bosta pa sedela super udobno in v bistvu mi je všeč tudi ta postavitev. 2 plus 2 plus 3, ker potem lahko še nogice stegnem tukajle. Evo, pa žepke imam. Prav fajn. No. Seveda vas pa zdaj zanima, koliko se mogo dati naprej ta sedež, da lahko sedim udobno zadaj. Nič kaj, sicer če nimam nobenega potnika zadaj, bi ga lahko dal še kakšen centimeter nazaj, da je udobja še nekoliko več. Sta pa ta dva sedeža izjemno udobna. Sama po sebi, vzglavnika sta fajn, potem pa sta prezračevana, ogrevana in seveda električno pomična. Vsak sedež lahko prestavim bližje sredini, evo takole, če hočem sopotniku kaj prišepiti. Če ga ne maram, lahko dam v bistvu sedež nazaj ven, potem imam tudi svoj naslon za roko, pa mizico, kakšno pijačko lahko zahtevam, malo se zaprem, žepak imam, res cool. Na hitro še spredaj. Tole je plastična imitacija in ne pravi les, ker je malo škoda, je pa imitacija dobra. Vse naokrog so v bistvu mehki materiali, velik zaslon tukaj na sredini, lepe barve, ker ne morem verjeti, da je znotraj toliko hud. Evo, še marmor imam tukaj na sredini. Mislim, plastičen marmor. Pa en kup predalčkov. Torej, zunaj je oblikovno poseben, znotraj navduši, pa čeprav s kakšno manjšo napakico, kot recimo so ti hecni prevodi in to, da nimam digitalnega DAB. Ampak pod črto je v bistvu zelo zanimiv, vas pa zanima, kako se pelje in tukaj imam 2 pogleda.
Če boste dinamični, potem vas bo podvozje s svojim nagibanjem pustilo hladne, robotiziran 7-stopenjski menjalnik se vam bo zdel prepočasen in motor bo zahteval več goriva, kot pa bi želeli. In v tem primeru vam ne bo všeč niti takšen položen položaj volanskega obroča. Ampak, se je vsem jasno, da takšen U-Tour, zdaj je Iztok že mene okužil, ni namenjen dinamiki. In ko bo umirjeno prevažal taksi, potnike ali pa družinske člane, teh hip ne boste opazili. Če kaj, vam bo všeč takšen položaj volana, zato ker je vožnja potem še lahkotnejša, všeč vam bo sama preglednost in tudi sodelovanje motorja in menjalnika bo dovolj dobro, čeprav je ravno to področje, kjer bi hotel videti največ izboljšav. Predvsem pa se zelo dolgo ne boste naveličali vsega tega udobja tamle zadaj. No, vaši sopotniki se ga ne bodo, za vas je itak volan.